Dober dan tudi z moje strani. Moje ime je Darko Vračič, sem predsednik uprave Palome delniške družbe. Palome vam verjetno ni potrebno podrobneje predstavljati. Smo tovarna, ki proizvaja higienične papirje z dolgo tradicijo, kar 140 let je že od tega, kar smo začeli proizvajati papir na lokaciji Sladkega Vrha. Locirani smo, bom rekel, ob robu naše državne meje, v preteklosti zelo zaprto območje, na eni strani visoki hribi, na drugi strani železna meja, reka Mura, ki so jo prečkali takrat ilegalno samo, bom rekel, begunci, ki so si želeli takrat na cvetoč zahod. In seveda temu primerna je tudi socialna in pa demografska struktura tega kraja. Paloma je edini in največji delodajalec v občini Šentilj. In kot kaže, bo tako tudi ostalo še vse nekaj časa. Tu smo vam pripravili eno majhno prezentacijo, zgolj da vas malo informiramo o tem, kaj počnemo, kje smo. Kot sem že povedal, so začetki proizvodnje papirja tam segajo daljno 19. stoletje in so se v bistvu tako odvijali in razvijali vse do današnjega dneva, kjer pa v bistvu zdaj v zadnjih 40 oziroma 50 letih poskušamo to proizvodnjo modernizirati in jo v bistvu peljati na nivoju, ki zagotavlja zadosten količinski odjem, in ker je Slovenija po izgubi jugoslovanskega trga seveda premajhen trg, je Paloma v bistvu vse svoje aktivnosti usmerila v izvoz. Mi izvozimo kar 85% količinske in pa 86% vrednostne proizvodnje, tako da v bistvu smo vpeti v vse globalne in pa mednarodne tokove in temu primerna je tudi naša organizacija. Seveda delovanje na teh trgih zahteva od nas določeno prilagoditev poslovanja, kar pomeni standardizacijo. Kot vidite, imamo kar nekaj standardov, tako politike kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja, in zdaj v bistvu smo v fazi pridobivanja tudi tako imenovanega BRC standarda, to je globalni standard za potrošnike in izdelke, ki zagotavlja v bistvu neoporečnost in varnost naših izdelkov na vseh trgih sveta. Naše načela so seveda, da v bistvu glede na to, da imamo, bom rekel, kar zelo neustrezno ali pa, bom rekel, zelo staro demografsko strukturo delavcev, vsaj več kot 70% naših zaposlenih je starejših od 45 let. In v naslednjih 2 letih bo skoraj 200 ljudi od 775, koliko jih je zaposlenih, doseglo tiste minimalne pogoje, ki jih zakonodajalec predvideva za upokojevanje po mehki varianti. Seveda to za podjetje predstavlja veliko tveganje. Tveganje iz tega zornega kota, zato ker je v tem kratkem obdobju nemogoče zagotoviti dovolj mlade populacije, da zagotovimo transfer znanja in da ustvarimo tako bazo znanja v podjetju, ki bi zagotavljalo nemoteno nadaljevanje procesov, tako v tehnologiji kot tudi v podpornih službah. Temu primerno seveda smo se organizirali in v naši predstavitvi bom želel povedati samo en delček naših aktivnosti, ki jih mi v bistvu vsakodnevno v vseh procesih izvajamo z ciljem, da zagotovimo zadosten pritok mladih, da zagotovimo kontinuiranost proizvodnje in da obenem v bistvu tudi izkoristimo to v bistvu znanje, izkušnje in pa neprecenljivo kvaliteto ljudi, ki so preživeli v procesih, v podjetju, v svoje življenjsko aktivno obdobje in ki se bližajo v bistvu zdaj, bom rekel, koncu svojega aktivnega obdobja in ne glede na vse zakonske spremembe, ki jih zakonodajalec in pa trendi v svetu prinašajo, vsekakor potrebno, da ta znanja na nek način ohranimo v tovarni in da jih prenesemo na mlajše generacije. Kot sem že prej povedal, vidite, kakšna je zaposlena starostna struktura in iz tega potem seveda tudi izvira ta naš primer dobre prakse, kjer v bistvu smo na enem primeru, in sicer prenos znanja v proizvodnji na papirnem stroju 1,
poskušali seveda vzpostaviti novo generacijo strojvodij. Moram povedati, da smo v Sloveniji včasih imeli papirniško šolo. Te papirniške šole ni več, že dolgo ni več in papirničari, čeprav v Sloveniji 6-7 papirnic, smo obsojeni, da na nivoju gospodarske zbornice in pa Združenja za papir sami organiziramo izobraževanje na nivoju strojvodja. In ker tega izobraževalnega programa pri nas nimamo, smo se povezali z avstrijskim združenjem za papirništvo, ker v Avstriji je papirništvo zelo razvito in v Štajerju imamo center za izobraževanje, ki poteka nadaljavo in tudi, bom rekel, fakultativno. Tja pošiljamo naše kandidate, da pridobijo naziv, bom povedal, Maschinenführer. Ta licenca tega strojevodja zagotavlja zaposljivost takšnega kadra s to izobrazbo povsod na svetu. Tale izobraževalni program, ki ga izvajajo Avstrijci skupaj z nami, je tako dober in tako kvaliteten, da z matriko, se pravi s tole licenco tega strojevodja se po želji strojevodja lahko, papirnega stroja lahko zaposli kjerkoli v svetu. In to je ena prednost. In seveda, iz tega zornega kota, ker nimamo izobraževalnega programa, ker tudi na univerzitetni ravni ni programa ali pa smeri papirništvo, se naslanjamo na smeri strojništva in pa kemije. Vendar to še vseeno ni dovolj zadostno izobraževanje, da bi človeka takoj po končanem šolanju lahko zaposlili v proizvodnji in mu dali neko pomembno delovno mesto, vodenje recimo ali pa pomoč pri vodenju stroja papirja in pa vključevanje v tele proizvodne in podporne procese. Zato se moramo seveda naslaniti na lastne vire in en takšen dober primer je ravno to, kjer v bistvu za sistemizacijo delovnih mest in zahtevano določeno izobrazbo nismo dobili kadra, ki bi zagotavljal popolnitev tega. Zato enostavno smo se morali kljub krizi, ki je bila takrat in kljub omejenem zaposlovanju, pravzaprav tako kot se zadnje čase v bistvu trendi odvijajo v svetu, je učinkovitost podjetja in pa donosnost kapitala vezana samo na obvladovanje stroškov in seveda najlažje obvladovati stroške tako, da znižuješ strošek živega dela in povečuješ produktivnost in učinkovitost strojne opreme. Ampak iz lastnih izkušenj lahko vem, da tudi najboljši stroj ne more delovati brez dobrih ljudi. Tudi za ta dober stroj je treba poskrbeti energijo, potrebe priskrbeti pripravo snovi, potrebe priskrbeti vse tiste snovi in vse tiste vhode in izhode, ki jih lahko pravi samo dober človek, izkušen človek in izobražen človek. In zato smo se v bistvu v Palomi odločili, da smo zaposlili dodatne ljudi, da smo te ljudi potem peljali skozi vse procese, da smo jih enostavno v bistvu seznanili z vsemi ključnimi točkami procesa in da smo jih potem lahko na nek način pripravili do tega, da so bili dovzetni za prenos znanja in izkušenj tistih starejših sodelavcev, ki so bili že na izteku svoje aktivne delovnega obdobja in ki so se počasi pripravljali za pokoj. Težave, ki smo jih seveda v tem procesu naleteli, so bile tipično človeške. Najprej seveda smo se soočali s tem, da starejši sodelavci niso bili pripravljeni prevzeti mentorstva. Čeprav smo to mentorstvo v bistvu na nek način tudi nagradili, čeprav smo uporabili vsa motivacijska orodja, čeprav smo v bistvu s tem zagotavljali zaposljivost in nadaljevanje proizvodnje tudi njihovim sorodnikom in njihovim generacijam, naslednjim generacijam, ker moram povedati, da pri nas v Sladkem Vrhu so zaposlene kar generacije, ne samo družine, ampak tudi generacije, se pravi, in ljudje se v bistvu enostavno identificirajo z tem podjetjem kot z svojim lastnim podjetjem. Zato Paloma kljub vsem viharjem in vsem krizam, ki so vladale v Sloveniji in v svetu, še vedno živi in verjamem, da bo še živela, zato ker pač je povezana s lokalnega okolja in delavcev, ki delajo z njo, za tovarno tako močna in tako intenzivna, da je praktično tole neuničljivo in vprašanje je samo, do kam bomo prišli, se pravi, kje so naši potencijali in notranje rezerve in to je dobro.
Seveda želim se potem vrniti na tole, kakšne države smo imeli. Enostavno je bila seveda pripravljenost starejših sodelavcev za prevzem mentorstva nizka. Kadrovski oddelek je seveda tole motiviral, nagrajeval. Kljub temu nismo bili čisto na začetku učinkoviti, dokler v bistvu ti mlajši sodelavci niso prišli na takšen nivo, da so znali postavljati prava vprašanja in da so v bistvu se združili z temi svojimi starejšimi sodelavci do te mere, da starejši sodelavci več v njih niso videli konkurence. Takrat je potem pa transfer in tok znanja seveda stekel. Mi smo tudi v ta namen organizirali in oblikovali bazo znanja, kjer so v bistvu vse tehnološke informacije o procesih, o posameznih delih procesa in o proizvodnjah, recepture in vse to v neki meri ali pa veliki meri v bistvu dostopne vsem, ki potrebujejo to. In ta baza znanja nam je omogočala ravno to, da smo v bistvu lahko interni izobraževalni program na nek način realizirali v skladu z našimi potrebami. Pozitivni učinki so bili seveda znani kar takoj ali pa vidni kar takoj, ko so ljudje v času tranzicije začeli izkoriščati možnost predčasnega upokojanja po mehkih variantah. In takrat seveda je Paloma zaposlala včasih tudi 2000 ljudi, sedaj jih zaposluje 775, se pravi potem veste, kakšen je bil odliv zaposlenih, predvsem po naravni poti, bom rekel, predvsem so zaposleni zapuščali Palomo zaradi upokojitve, manjši del teh pa zaradi v bistvu prehoda ali pa odhoda v kakšno drugo sredino okolja ali kakšno drugo podjetje. Fluktuacija pri nas je zelo nizka. Zelo nizka, seveda moram tudi to povedati, da papirna industrija ni preveč atraktivna, tudi nismo v mondejnih metropolah, mi smo okolju zelo neprijazna proizvodnja, tudi zdravju, bom rekel, tu je hrup, tu je vlaga, tu je temperatura, skratka težki delovni pogoji. In če iz tega zornega kota gledamo, da je v bistvu generacija delavcev, delamo namreč 3 izmene, 7 dni na teden, praktično 350 ali 60 dni na leto, razen kadar se stroj ustavi zaradi tega, ker ga moramo popraviti ali pa vzdrževati, ali pa če se nam pokvari. Skratka, ta tempo dela je kar zelo intenziven in seveda temu primerna je tudi izčrpanost delavcev predvsem v proizvodnih procesih in v izmenah. In seveda zato strmimo k temu, da bi posadke na strojih in pa tako v papirnih strojih, kot tudi na predelovalnih strojih bile mešane. Mešane ravno zaradi tega, da bi v bistvu ustvarili takšno kombinacijo energije, zdravja in pa znanja in izkušenj, da bi v bistvu naše procese lahko vodili najvišji stopnji učinkovitosti in pa produktivnosti. Seveda vsi govorimo o učinkovitosti in produktivnosti, ampak nažalost je to pač danes kriterij, ki ima velik vpliv na lastno ceno, s tem pa tudi na prodajno ceno, in če je ta v okviru tega, kar tržišče pričakuje, mi vsi vemo pa, kaj pričakujemo, dopoldne želimo biti dobro plačeni delavci, popoldne pa gremo v Lidl in Hofer in kupujemo dobrine za zelo nizko ceno. Ta diskurs pojmovanja tega nas je pač pripeljal do tega, da pač moramo gledati na vsak cent in na vsak strošek, in zato je v bistvu tudi ta naša učinkovitost, stroškovna učinkovitost in pa cenovna konkurenčnost odvisna od tega, kako bodo naši ljudje delali, kako bodo učinkoviti in produktivni, in v ta namen v bistvu naše posadke strukturiramo tako, da, kot sem že povedal, je to najbolj optimalna kombinacija mladosti, energije, volje in pa, bom rekel, izkušenosti, znanja in predvsem vztrajnosti, ki pa dajo ta rezultat, ki ga potrebujemo. Logična posledica teh naših hotenj in pa delovanja je, da želimo seveda doseči tudi inovativni preboj. Seveda inovativnost je danes tista, ki zagotavlja podjetjem tako v Sloveniji kot tudi na svetovnih trgih dovolj konkurenčne sposobnosti, in zelo sem vesel, da danes z gospodom Florjančičem lahko predstaviva ne najin skupen, ampak naš skupen projekt, ki smo ga v bistvu
iz njegove ideje izvedli. Gospod Florjančič je ob nekem kosilu, sicer bo on to boljše sam povedal, ampak jaz čisto na kratko predstavim, jedel, a italijanska pašta je bila? Je bila italijanska pašta, so bili špageti? Ja, špageti. Špageti so bili in seveda, ker špageti so pač takšna hrana, kjer omaka včasih popacka dele naše garderobe, je seveda takšen kot gospod Florjančič je takoj ugotovil, da na servetki, da potrebuje takšno opremo te mize in servetke, ki bi mu preprečevala oziroma zagotavljala, da ne bo umazan. In njegova zamisel je Paloma prepoznala kot dobro poslovno priložnost. Z njim smo podpisali pogodbo in moram reči, da že 4 mesece je izdelek, ki se imenuje Pal-Bip, to je angleški izraz Paloma in Bip, Palom in slinček po slovensko, že ugledal luč sveta. Paloma je investirala kar 1 300 000 evrov in nabavila novo proizvodno linijo, kjer se proizvajajo te servetke, ki imajo zdaj že 7 različnih aplikativnih možnosti. In moram reči, da iz te ideje je nastal zelo konceptualen projekt in proizvod, ki se danes trži po celem svetu. Ni nujno, da vedno zmišljamo nanotehnologijo. Včasih so zelo enostavne stvari, dobre in učinkovite in moram se pohvaliti, da smo edini, mi smo to s takim proizvodom, mi smo to patentirali na svetovni ravni in zdaj seveda konkurenca že veselo kremži svoje obraze in zakaj se pa mi tega nismo spomnili, ampak šele potem vidiš, da so ideje in pristop, kot je gospod Florjančič napisal v svoji knjigi, denar leži na tleh, ne samo pobrati ga je treba, in seveda potem, ko ga pobereš, ga je treba dobro zapraviti. To je to čisto na kratko, jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost.